Ja, danes policija v okviru aktivnosti za izboljšanje varnosti v cestnem prometu začenja z poostrenim nadzorom nad vozniki enosljednih vozil, ki bo trajala do 26. junija. Mi bomo v tem času na območju vseh policijskih uprav nadzirali predvsem voznike motorjev, motornih koles, da vidimo, ali upoštevajo omejitve hitrosti, njihovo psihofizično stanje in seveda tudi brezhibnih vozil in seveda upoštevanje vseh prometnih predpisov. Vodilo vseh aktivnosti, ki jih seveda policija izvaja, pa je zagotovitev čim večje varnosti v cestnem prometu. Veste, s čim lahko začnemo? Gladko lahko začnemo s tem, odkot prihaja nevarnost. Motoristi se tega malo ne zavedajo. Vedno gre iz smeri 10. do 2. ure. Tu noter je tvoje polje, odkud preži nevarnost. Ko se pa človek hitreje pelje, ne govorimo o absolutni hitrosti, ampak greš nekaj hitreje, fokusiraš pogled v točko, kamor pelješ. Tega ne zaznavaš. To je napaka motorista. Napaka avtomobilista pa je, da mogoče vozi na pamet ali pa išče veliko nevarnost. Kombi, tovornjak. In zdaj, dokaj smo motoristi vozili s prižgano lučjo, prižgana luč pa ni bila obvezna za ostale udeležence v prometu, je tvoja luč zasijala iz tiste množice ven in so te opazili. Ko so prižgane luči postale obvezne za vse, smo ta varnostni element zgubili. Hkrati je pa industrija, to si upam reči, zaradi hlepenja po dobičku, šla v črne barve, ker je bilo treba manj zaloge ustvariti, da si lahko trg zadovoljil. In so ljudje kupovali črno, ki se ne umaže, menda, ampak varnostno komponento so zanemarili. In šele zelo pozno je začela industrija delati nekaj v bolj živih barvah. Se ni treba, da je barva prav kričeča, ampak se da signalni brezrokavnik čez z minimalnim stroškom si ta hip za svojo opaznost veliko naredil. In še nekaj sem prepričan, napaka motorista, da vozi na pamet, imam prednost ali kakorkoli tisto zaspano razmišljanje. V kritičnih situacijah, na križiščih, na vklapljanjih, pri prehitevanju, trdim, da je treba vzpostaviti očesni kontakt. Pogledati voznika na oni strani in ko vidiš, da te je zaznal, potem speljati. In tu je že malenkost prehitra vožnja lahko katastrofa. Si veliko na motorju oziroma kaj bi želel tistim, ki so tudi na motorju povedati? Ja, v bistvu največ sem v aprilu, maju mesecu, ker mi pač treningi ne dopuščajo. Moj sporočil za motoriste je pa, da naj vozijo strpno, ne uporabljajo varnostno razdaljo, primerno hitrost, ne upoštevajo hitrostne predpise, pa seveda eno zelo pomembno sporočilo, da ne bojo vidni na motorju. V bistvu za motoriste je zelo pomembno, da zna upoštevati ključne dejavnike, ki vplivajo na njegovo varnost v prometu, in ti so sigurno na prvem mestu njegovo psihofizično stanje, pa njegove psihofizične sposobnosti. Človek mora biti sproščen, ko gre na motor, in mora pač predvsem spoštovati svoje lastno znanje, sposobnosti. Potem mora pa seveda paziti na vreme, na stanje v prometu, na stanje ceste, na kvaliteto, pa na sposobnosti motorja, ki ga vozi. In v bistvu, če je res upošteval vse te dejavnike, potem je relativno varen zase in za druge udeležence v prometu. V motorju napako težko popraviš, v avtomobilu še lahko napako manjšo popraviš, na motorju se pa to običajno konča, če na srečo z drobninami, če v smolo pa lahko tudi z zabavami. Jaz priznam, da se vedno ne držim cestno-prometnih predpisov, ampak z eno izjemo. Striktno se jih podržim, kadar pridemo v naselje. Če zagledam hišo, dvorišče, garažo, stransko cesto, potko, kjer lahko pride kuža na cesto, mačka, traktor, avto, takrat pa res, ampak res striktno se držim pravil, ker mislim, da je to tudi prav. Takrat vklopim, enostavno sem se navadil, da vklopim alarm za predvidevanje. In takrat fantazija dela, kaj vse se mi lahko zgodi, sploh se ne morete predstavljati, koliko prijateljev, znancev vsak let zgubimo motoristi. Tako da drugega ne moram reči, ker to, kar je moj prijatelj Duško prav, dober motorist je tisti, ki umre v povesti.